Da samo pozitivna. Baje, da delimo iste vrednote, tako da verjetno se bomo kaj dogovorili. Dogovorili okvirno že predvolilno? Ne, prvič se bom srečal z njimi. Oni so nas povabili, bomo videli, kaj imajo za povedati. Pričakujete gospoda Češka? Mogoče, čeprav mislim, da bomo samo predsedniki, pa ne po naši izbiri. Kakšna programska usklajevanja morda že? Še enkrat, težko komentiram karkoli, ker smo se odzvali na vabilo, sem odprt za kakršnekoli pogovore. Je pa res, da karkoli se bomo danes pogovarjali, bomo na koncu morali verificirati na stranki. To ne more biti stvar dogovora par posameznikov, ampak je preveč na kocki. Samo še kratek komentar včerajšnjega poziva intelektualcev, ki pozivajo nekako tako kulovce kot vas v neke vrste predvolilno koalicijo. Jaz sem to razumel kot poziv k temu, da prvič k nenapadanju, pa k sodelovanju. In verjamem, da se bomo danes o tem pogovarjali. Da. Hvala lepa. Hvala. Res. Dobro, bom poskušal biti kratek in jedrnat. Sestanek je potekal v sproščenem vzdušju. Najprej smo ugotovili, da imamo kar nekaj skupnega. Nenazadnje se KUL, tako kot Gibanje Svoboda, zavzema za spremembo politične kulture in delovanje v skladu z vrednotami spoštovanja in sodelovanja. Tle smo bili enotni. Enotni smo bili tudi glede cilja, ki ga skupaj zasledujemo, in to je prepričljiva zmaga na volitvah. Glede tega ne vidim nobenih razhajanj med nami, med Gibanjem Svobodo in pa KUL-om. O konkretnih programskih sodelovanjih, oblikah sodelovanja je bilo še prezgodaj govoriti, smo pa odprli dialog. Prej smo dialog, kako lahko skupaj že danes začnemo z razpravami o konkretnih političnih ali pa družbeno-političnih vprašanjih in pa tudi programskih vsebinah za naprej. Verjamem, da se bojo programske skupine v kratkem tudi začele sestajati in da si izmenjajo mnenja. Danes smo na točki izmenjave mnenj. Smo pa na našo pobudo se dotaknili ene teme, ki je meni pomembna, in to so odziv vlade na energetsko revščino, na energetsko draginjo. To je nekaj, kar je danes v Državnem zboru zelo aktualno ali pa še bo. In mislim, da smo bili enotnega mnenja, da je sedanji sistem odziva popolnoma napačen. Ni napačen samo zato, ker bomo podelili ogromno količino denarja za upravičence, ki sicer so socialno in sicer ogroženi in ranljivi, vendar ne nujno prizadeti z energetsko krizo. Po naših ocenah bo velik del tistih, ki so dejansko prizadeti, ostal brez kakršnekoli pomoči. Ne samo, da bojo ostali brez pomoči, tudi pomoč za tiste, ki jo bojo dobili, bo prišla v resnici 2 tedna pred volitvami z enim samim namenom. Kako ljudi kupovati za volitve in ne kot odziv na energetsko draginjo. Obstaja eno mesto v državi, to je Maribor, ki je bilo ekstra prizadeto z energetsko draginjo. In v Mariboru bo večina ljudi izvzeta iz teh ukrepov. Zakaj? Ker draginja ni nastala zaradi električne energije, ampak zaradi zemeljskega plina in centralnih sistemov ogrevanja. In zato te ukrepi, ki ne naslavljajo dejanskega problema, ki je nastal, seveda tudi ne morejo doseči tistih ljudi, ki si te ukrepe najbolj zaslužijo. To ne pomeni, da ukrepati ne, seveda ukrepati že zdavnaj bi morali in obstajajo bistveno boljši načini, kako doseči tiste, ki dejansko potrebujejo pomoč. Glede tega, to je bilo prvo, če hočete, programsko izhodišče, o katerem smo govorili, in mislim, da smo našli precej veliko razumevanje med nami, da je to ena od točk, na kateri lahko tudi sodelujemo, brez da se, še preden se začnemo karkoli drugega pogovarjati. Sodelovanje na nivoju programskih izhodišč je možno od današnjega dne dalje. In to je ta pot dialoga, o kateri sem govoril. Toliko z moje strani. Če imate kakšno konkretno vprašanje, prosim. Če prav razumemo, torej se bodo strokovni sveti posameznih strank
pot dialoga je bila danes odprta, da lahko sodelovanje na nivoju programskih vsebin poskušamo doseči vsakič posebej, projekt po projektu, zakon po zakonu in da se o tem pogovarjamo. Da. Ne, danes smo odprli pot dialoga. Ne smete pozabiti, da Gibanje Svoboda je mlada stranka, naši organi so komaj se formirali in zato tudi smo mi potrebovali nekaj več časa ali pa bomo, da se spravimo v polni pogon. Bomo pa hitri pri temu. Kakšna je dinamika teh pogovorov predvidena in kakšen je končni cilj? Končni cilj se bo pokazal skozi pogovore, temu so tudi namenjeni pogovori. Seveda vsi želimo, da dosežemo ultimativni cilj delovanja političnega, ne pogovorov. In to je, se vrnem še enkrat, prepričljiva zmaga na volitvah. To je končni cilj. Vse ostalo mora biti podrejeno temu. In glede tega smo bili enotni. Preko ni še forme neke predvidene, ali to sporazum, koalicija, prijateljska združba, whatever, ne? Mislim, ni forme, še ni določene. Ne, zagotovo bi bilo preambiciozno, da bi danes govorili o tem, da imamo neko formo. Verjamem, da bo ta dialog kontinuiran in verjamem, da se bo tekom teh pogovorov tudi pokazalo, katera forma je najbolj ustrezna, če sploh, zato da dosežemo skupni cilj in to je prepričljiva zmaga na volitvah. Kaj pa vaš razmislek o tem? Jaz sem izrazito, malo je oseb v politiki, ki je tako posvečeno doseganju ciljev, kot sem sam. Jaz sem se pripravljen, zato da cilj dosežemo v celoti prilagoditi poti, ki je za to potrebna. Glejte, kako jaz vidim, je manj pomembno. Bolj pomembno je, kako to vidijo volivci in volivke, državljanke in državljani. Ukolikor bi KUL, tak kot je, zadoščal za potrebe, ki jih volivci in volivke vidijo, potem bi prostora za našo stranko, za Gibanje Svoboda sploh ne bilo. Torej, očitno je, da ljudje prepoznavajo, da želijo še alternativo. In jaz verjamem, da jo Gibanje Svoboda lahko ponudi. To, da mi ponujamo alternativo, pa ne pomeni, da bomo izključevali pogovore. In danes smo sprožili pogovore s tistimi, za katere ocenjujemo, da delimo iste vrednote. Ker gibanje, vsaj tako so v preteklih dneh izključili možnosti pogovorov z vladajočimi strankami. Te opcije ni. Bom ponovil. Glede na to, da vladajoča politika žal ne deluje po vrednotah sodelovanja in spoštovanja, ampak deluje na vrednotah strahovanja, razkola in sovraštva, ne vidimo prav nobene, ne samo sam, v stranki, naši stranki, v Gibanju Svobode ne vidimo prav nobene možnosti. Zato, da bi z njimi pred volitvami kakorkoli sodelovali, po volitvah pa tudi ne. A ste karkoli govorili o tistem povolilnem sporazumu, ki ga imate podpisali? Torej, a boste vi recimo sopodpisnik tega sporazuma, so vas povabili k temu? Ne, moja, če hočete, ocena je bila, da ta dokument je sicer zanimiv, je zelo ohlapen, hkrati je pa na nek način determiniran s časom, ko je bil podpisan. Sam si predstavljam, da bi, če bi ta dokument danes pisali, bil tudi nekoliko drugačen. Če hočete, lahko bi bil tudi malo bolj ambiciozen pri nekaterih od ciljev. Tako da, to je bila popolnoma neformalna izmenjava mnenj. Se nismo pogovarjali o podpisu nečesa, kar bi bilo že na mizi. To je bilo absolutno prezgodaj. Govorili ste o neprimernem odzivu oziroma zapoznelem odzivu za reševanje energetske draginje, predvolilnih bombončkih, bombonjerah, kot jim pravijo nekateri ministri. Kako pa vi konkretno bi reševali to vprašanje zdaj v tem trenutku? Energetska draginja je z nami od decembra. Ljudje nekateri, ne vsi, tisti, ki se ogrevajo na drva, nimajo energetske draginje. Tisti, ki so pa vezani na centralne sisteme zemeljskega plina nekje in drugje centralne sisteme ogrevanja z toplo vodo. Tisti dejansko imajo in najbolj čutijo energetsko draginjo. In njih bi morali nasloviti. Ne vse povprek. Še enkrat, nekdo, ki se ogreva na drva, njemu se ni podražala ogrevanje natančno za nič. Ni problem v tem, da bomo vzeli 100 milijonov iz zelenih politik, v resnici jih bomo vzeli našim otrokom ali mlajših generacij, ker ne bomo izvajali zelenih politik iz podnebnega sklada, ampak bomo izvajali neko kvazi socialno, pa v resnici ni, kar volilno politiko, v kateri bomo poskušali kupiti glasove.
Ljudi, ki mogoče sploh niso prizadeti za energetsko draginjo, ampak so pa lahko prizadeti kako drugače. Eno so socialne politike in jaz zavzemam se, da so ranljive skupine varne in da se jim ni treba bati za preživetje. Hkrati pa vem, da je energetska draginja prizadela cel kup mlajših generacij, delovno aktivnih generacij, ki živijo v urbanih središčih in ki ne morejo izbirati dobavitelja. To je ne tople vode, ne ogrevanja, ne plina, ampak bojo morale to plačevati in te so izločene. Govorim vam o tem, da ukrep, ki je sicer na videz strašno radodaren in jemlje prihodnosti denar, ne v proračunu za socialo, ampak v prihodnosti, v resnici da denar namenja ljudem, ki saj iz tega naslova v resnici ne potrebujejo. Zdaj, stranke KUL-a so dale jasno vedeti, da čakajo najprej na program vaše stranke, vi ste dejali, da boste tega predvidoma predstavili šele marca. A se vam zdi, da bo takrat že malo voda tekla v grlo za kakšno sodelovanje, glede na to, da bo to mesec dni pred volitvami? Ne, zaradi tega, ker verjamem v popolno prilagodljivost pri temu in ko govorimo o dialogu, dialog je ravno to. Ni zacementiran z nekim dokumentom, današnji dan je primer tega. Če smo danes, ko smo se prvič srečali, lahko izmenjali popolnoma jasna stališča glede konkretno energetske draginje, potem lahko enako nadaljujemo na ostalih programskih področjih, takrat, ko bo čas to zahteval. Ne bomo čakali na to, da bomo imeli dokument, ki bo vseobsegajoč, da bi začeli se pogovarjati. Spoštljiv pogovor je bistvo politike in ne dokumenti, ki se jih potem nihče ne drži. Ne, to, kar sem jaz povedal, je ne, kaj mi želimo, kaj ljudje pričakujejo. In to je tisto naše vodilo. Naše vodilo je, da volivke in volivci pričakujejo, da bojo imeli poleg vladajoče ekipe na razpolago še eni hočejo imeti KUL, drugi pa hočejo imeti nekaj drugačnega. Ja, in mi bomo precej drugačni. Bo čas pokazal. Pustite se presenetiti. Sej to vam, poglejte, jaz sem danes prvič tukaj sem na temo pogovorov s KUL-om, ko bomo imeli stvari pripravljene, vam bomo jih z veseljem predstavili, tudi to drugačnost. Jaz tudi želim, da bomo imeli, ampak res, neposredno preverjanje volje ljudi vzpostavljene takrat, ko bomo šli na volitve. Jaz res verjamem demokracijo do zadnjega volivca in volivke, ali pa če hočete simpatizerja in simpatizerke. Verjamem, da bomo imeli digitalni sistem vzpostavljen, kako bomo lahko voljo do konkretnih vprašanj preverjali v realnem času in se ne bomo odzivali na mnenje ostalih, ampak na mnenje ljudi. Jaz res to verjamem. Ko ga bomo imeli, bomo ta sistem velikim veseljem predstavili tudi javnosti. Zaradi tega, ker moje mesto kot predsednika Gibanja Svobode ni v tem, da vsiljujem svojo voljo, ampak da izvajam voljo tistih, ki so me tja postavili. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Pravkar smo zaključili sestanek z gospodom Robertom Golobom. Povabili smo ga zato, da se najprej pogovorimo, kakšna so naša stališča, kako vidimo zadeve. Skratka, šlo je za spoznavni sestanek, če uporabim ta izraz. Danes seveda nismo odpirali zadev v globino, ampak smo pač ugotovili, da je naš skupen cilj, da ta vlada odide, da se po volitvah vzpostavi drugačno stanje v državi. To smo ugotovili že tudi pred časom, glede na izjave vseh, ki smo jih dajali, tako da o tem ni nobene dileme. Tako da prvi sestanek je potekal v dobrem vzdušju, smo
smo se kar lepo pogovorili in če ne bi bilo nobene volje po sodelovanju, potem verjetno tudi sestanka ne bi imeli. Tako da za prvi sestanek lahko povem toliko in pomembno je, da vse sile v državi, ki menijo, da sedanje stanje, ko vlada z bombonjerami kupuje glasove, ni dobro in da je zadevo treba spremeniti. Toliko iz moje strani, seveda pa bom in bomo vsi na voljo tudi za vaša vprašanja. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Zdaj, ravnokar smo, kot ste slišali, končali sestanek z gospodom Golobom. Sestanek je bil dober, jaz sem zadovoljna, mi smo odprli pot dialoga in sodelovanja. Prvi korak je, da 24. aprila zmagamo. In to je naš skupni cilj, tu smo se zelo jasno strinjali, da si želimo zamenjati vlado in da bomo v teh naporih skozi pogovore skupaj sodelovali. To bo tudi nov začetek za Slovenijo, začetek velikih sprememb in ta pot dialoga, ta pot sodelovanja je v Sloveniji tisto, kar smo pravzaprav Socialni demokrati že decembra večkrat povedali. Vsi, ki želimo velike spremembe, ki želimo ljudem dati nazaj normalnost, se moramo povezati in sodelovati. Tako da vsak je v tem prostoru več kot dobrodošel. Ljudje so in naši volivke in volivci močno razočarani nad ravnanjem vlade in jaz sem osebno prepričana, da stranka ali gibanje Svoboda se lahko pridruži tudi naši demokratični opoziciji, ko bo seveda znano, kak je programa ni ta trenutek še načrta in takrat, ko bo več znanega, se bomo lahko vsebinsko pogovarjali naprej. Verjamem pa, da moramo skupaj sodelovati in imeti ta cilj pred očmi, da zmagamo na volitvah aprila. Res smo dolgo govorili o energetski revščini in se zelo strinjali, da je tu vlada prepozno spoznala, da tudi zakon, ki smo ga vložili skupaj z opozicijo in prvopodpisanim poslancem SD-ja, priznava, da vlada spoznava pozno, da je energetska revščina v državi in da ne pomaga vsem tistim, ki so danes res prizadeti. Da dobesedno nekaj dni pred volitvami kupuje z obljubami in z denarjem na račun davkoplačevalcev in na račun naslednjih generacij te volitve. Hvala. Ja, lep pozdrav. Sej k temu, kar sta povedala predhodnika, ni veliko dodati. Z Robertom Golobom kot predsednikom Gibanja Svoboda smo danes načeli dialog kot štirojica koalicije ustavnega loka. Pogovor je bil konstruktiven, smo pa ugotovili, da ga bomo lahko konkretneje nadaljevali, ko se Gibanje Svoboda konstituira, ko si določi program in ko bo znana ekipa, s katero bo Robert Golob delal. Je namreč šele na začetku svoje politične poti, kar nam je na začetku sestanka tudi zelo odkrito povedal. Rekel je, da ne prihaja pač z nobenim posebnim načrtom, agendo, da v bistvu bi se rad začel zgolj pogovarjati z nami. To seveda sprejemamo, ker, kot sta povedala predhodnika, imamo skupen cilj in ta cilj je zmagati na volitvah, zamenjati vlado, oblast na volitvah in postaviti Slovenijo na pot demokratične, socialne in ekološke prenove. V Levici smo kot vedno odprti za sodelovanje, mislimo pa tudi, da bi bilo treba pred volitvami in po njih okrepiti sodelovanje s civilno družbo, predvsem pa odpreti naslednjo vlado državljanom, da ne bodo tako kot zdaj njihova mnenja trkala ali pa njihove kritike trkala ob steno, pač pa da bodo strani oblasti tudi slišane.
Kar se tiče delovanja te vlade, smo skupaj ocenili, da deluje nedemokratično in pa predvsem, da izkorišča in ugrablja državo za lastne koristi, kar kaže tudi primer energetskega vavčerja. Energetski vavčer je namreč instrument, ki naj bi pomagal tistim, ki so prizadeti zaradi draginje, v resnici pa si stranke koalicije z energetskim vavčerjem, predvsem z načinom, kako ga bodo razdelile, poskušajo kupiti volitve. Razdeljujejo ga namreč skupinam, za katere predvidevajo, da bodo najverjetneje šle na volitve, če dobijo ta denar na račun 10 dni pred volitvami, in da bodo na volitvah obkrožile eno od koalicijskih strank ali njihovih satelitov. To seveda vsi skupaj, mi štirje in Gibanje Svoboda, zavračamo tako delovanje. Predvsem pa bi tukaj poudaril, da denar, ki ga bodo razdelili, bo šel iz podnebnega sklada. Se pravi, dobesedno namesto, da bi se pripravljali na podnebne spremembe na leto 2030, zrli v prihodnost, si na poceni način kupujejo volitve in to je ena od prvih praks, s katero bo naša vlada v primeru uspeha na volitvah presekala. Lep pozdrav še v imenu stranke SAB. 4 stranke, ki smo združene pod imenom KUL, smo že pred pol leta podpisale, da bomo sodelovale, zato ker je Slovenija na napačni poti. Sodelovale bomo zato, da Slovenija ostane pravna država, sodelovale bomo zato, da se v Sloveniji prenehajo grožnje in sodelovale bomo zato, da morajo v Sloveniji veljati ustava in zakoni. Jaz lahko rečem za našo stranko SAB, da se bomo dogovora, ki smo ga podpisali, seveda držali. Prepričani smo, da bomo 24. aprila Slovenijo popeljali nazaj na pravo pot. Gospod Golob omenja, da v politiki manjka ženske energije, v opoziciji združeni pod KUL jo je več kot dovolj, tako da imajo volivci tudi možnost te izbire. Kar se tiče vsebine, smo se dotaknili danes pravzaprav samo reševanja energetske krize, ugotovili, da tukaj imamo pravzaprav enako stališče, da vlada jemlje zeleni prihodnosti, kar je velika napaka, in da te pomoči, ki jih daje, razdeljuje napačno in izključno z namenom kupovanja glasov na volitvah. Tisti, ki so najbolj prizadeti v tej energetski krizi, s tem absolutno svojih problemov nikakor ne bodo rešili. O ostalih programskih izhodiščih pa seveda takrat, ko bo ta nova stranka imela stališča tudi do ostalih tem. Tako da še enkrat poziv vsem volivkam in volivcem, da naj 24. aprila grejo čim bolj množično na volitve, ker visoka volilna udeležba absolutno pomeni, da bo Slovenija šla nazaj na pravo pot. Mi smo se dogovorili, da ko bo na njihovi strani programsko in kadrovsko kaj novega, bomo v stikih in takrat jaz mislim, da bo čas, da se usedemo in pogledamo, kje so tiste naše skupne točke, pa mogoče tudi razlike med nami, če so. Bom jaz prva pa. Jaz lahko govorim za stranko SAB, ostali bojo pa kasneje, bomo v kratkem potrdili svoj volilni program.
pred parimi meseci smo potrdili naš temeljni program, tako da jaz bi si želela, da tisti, ki na novo prihajajo v politiko, pač naše, jaz govorim zdaj zase, pa tudi od kolegov, programe pogledajo, ugotovijo, kje so naše skupne točke, ugotovijo mogoče tudi, kje so tiste morebitne razlike in se potem pogovarjamo o tem. Mi, ko bomo zaprli oziroma potrdili naš volilni program, je to za našo stranko in za vse naše kandidate, bom rekla, zakon, od katerega ne bodo ne pred volitvami, ne po volitvah odstopali. Socialni demokrati smo naš predlog, nov načrt za velike razvojne spremembe za naslednjih 10 let poslali na več 100 naslovov. Zdaj, ne spomnim se, da bi iz Gibanja Svoboda dobili kak odgovor za zdaj, da bi sodelovali strokovne skupine, prav tako ne, ker je gospod Golob sam nam na sestanku povedal, da so komaj včeraj formirali programski odbor in da bodo zdaj v naslednjih dneh intenzivno začeli pisati svoj program. Tako da si predstavljam, da kakšnega tu konkretnega sodelovanja do zdaj ni bilo. Ja, tudi v LMŠ smo konec novembra potrdili naš program, s katerim gremo na volitve in to je dokument, ki ga je stranka sprejela in velja, zato je to naše izhodišče. Lahko se pa seveda z drugimi strankami potem usklajujemo glede posameznih rešitev, ampak zaenkrat, kot rečeno, je bilo bolj razumljeno, da bodo programske skupine začele delati znotraj stranke gospoda Goloba. Ja, mislim, da je tukaj prišlo do nesporazuma. Zdaj, gospod Golob nas je seznanil s tem, da je bila nedavno v njihovi stranki ustanovljena programska skupina, ki bo pripravila program. Tako da, ko bo pripravljen, kot rečeno, se bomo usedeli in se o njem pogovorili. Sicer pa, tako kot so kolegi rekli, ne, mi svoje programe imamo, naš je v zaključni fazi, bo v kratkem potrjen in objavljen. Kar se tiče sodelovanja, pa sem na sestanku povedal, da je treba delati na presečni množici projektov, se pravi na tistih točkah, ki nas združijo in med temi točkami izbrati prioritete, ki jim bo vlada sledila. Ali je bila kakršnakoli ponudba ali omemba o možnosti številitve KUL-a za Golobovo stranko, s katerekoli strani oziroma od koga? Kdo bo? Zdaj, prej sem omenila, da jaz osebno verjamem, da je dobro, če združimo vse napore, vseh tistih, ki delimo vrednote, skupne programske zaveze, kako peljati in upravljati z Slovenijo boljše, da sodelujemo. In osebno bi si želela seveda, da se Golob gospod z Gibanjem pridruži, ampak danes nismo o tem konkretno govorili ravno zaradi tega, ker stranka še nima programa, premalo je znanega, tudi gospod Golob sam priznava, da v tem trenutku so vrata odprta za sodelovanje, za povezovanje, delijo na skupne vrednote. Tu smo na isti strani. Mislim, da prav to sodelovanje, povezovanje za skupni cilj, da zmagamo volitve, je tista prava pot naprej. In prvi korak. Vrata ostaja odprta, ampak najprej mora Gibanje sestaviti svoj program, da lahko naše skupine in tudi seveda naši organi strank pregledajo vsebino. Stranke demokratične opozicije imamo podpisane skupne zaveze, tudi naše programske skupine so v preteklosti že veliko sodelovale, tako da imamo že pripravljeno delo za naslednjo vlado in seveda jaz sem zelo naklonjena temu, da čim več sodelujemo in se čim bolj povezujemo tam, kjer imamo res skupne želje in pa skupne ambicije, tako da upam, da se bojo pogovori v tej smeri tudi nadaljevali. Ja, kot sem povedal uvodoma, danes je bil storjen prvi korak, danes smo odprli dialog, najprej smo se morali seveda sploh srečati na prvem sestanku, da smo ugotovili, kaj razmišljamo
In teh 10 točk v našem sporazumu je osnova in naprej je pa še vse odprto. Kaj se bo dogajalo v naslednjih dnevih in tednih, bomo pa videli. Kot rečeno, prvi korak je bil danes storjen. Samo izzovem, če vseh 5 pride v parlament, je to nova koalicija, lahko rečemo tako. Ja, seveda, če se vsi držimo tega, kar govorimo, potem ne more biti drugače.